Nekako lep pozdrav in upam, da bo iz tega posveta ta Evropska skupnost nekaj odnesla. Predvsem bi bilo pa dobro, da bi naša politika kaj odnesla, kajti nekako se počutim, da sem danes tu odveč. Pa vam bom povedal zakaj. Zaradi tega, ker problematiko, ki jo rešujem oziroma za katero se ukvarjam, je nekje bi morala biti rešena preko Evropske konvencije, enako ali pa še bolj pa preko naše ustave. Mi smo ustavo popolnoma zanemarili, kar se tega tiče, in mislim, da danes je veliko problematike tu, ki je rešena v ustavi, pa jo naša politika zanemarja in ne razmišlja, kaj pravzaprav bi to bilo. Zato tudi, ko smo se leta 2002 nekako kot kratkotrajni projekt odločili, da bi organizirali en ambulanto za nezavarovane ljudi, se pravi pro bono ambulanta, ki se v uradu imenuje ambulanta za posvetovalnico za nezavarovane ljudi, smo smatrali, da bo to nekako ponujena roka politiki, ki naj bi v doglednem času, recimo 2-3 let, ta problem, ki je zelo pereč, tudi rešila. Nažalost, smo popolnoma zanemarili, ne gre za tako majhno število, gre po podatkih pisarne predsednika države za okoli 50 do 60 tisoč ljudi, ki so nezavarovani. Recimo, če zahtevate podatek, uraden podatek na ministrstvu ali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, vam govorijo, torej dobite odgovor, nihče ni nezavarovan, vsi imajo zavarovanje. Kako daleč gre ta ignoranca, se vidi recimo pri reševanju naših obrtnikov. Recimo, obrtniki so v času krize, pa tudi zdaj, ko govorimo o velikem razvoju in napredku, ostajajo nezavarovani zato, ker jim tudi država opravljenih storitev ne plača in posledica tega je, da potem nimajo denarja, ker so pošteni za položnice, so lačni, položnic ne plačujejo, posledica tega je, izgubijo zdravstveno zavarovanje, izgubijo invalidsko-pokojninsko zavarovanje in tako potem ostanejo pravzaprav na slepem tiru. In da bi pa prikrili ta rast nezavarovanih, je pa recimo Zavod za zdravstveno zavarovanje rešil zelo enostavno. Oni niso nezavarovani, ampak oni so zavarovani, ki imajo pa zamrzneno pravice iz zdravstvenega zavarovanja. To se pravi, nimajo nič, ampak niso pa nezavarovani, ker oni uradno imajo tam, da so do danes bili zavarovani, od jutri, ker pa niso plačali, pa od jutri nimajo nobene pravice. Na srečo so vsaj to rešili, da smo otroci so iz tega izuzeti. No, kot že rečeno, naša ambulanta pro bono je začela z delom 17. januarja 2002. Letos smo imeli 16 let. Predstavljali smo se, kot rečeno, kratkotrajni projekt, ki bo trajal 2-3 leta in na to bomo po zakonskih ustavnih pravicah vsi zavarovani in bo vsakemu človeku zagotovljena možnost pristopa k zdravljenju. To je seveda velik problem, kajti zdravstvo je resnično draga ustanova in bi morala država rešiti ta problem, kako zagotoviti možnost vsem dostopa. Ustanovitelji naše ambulante so bili takrat pravzaprav mesta občina Ljubljana, se pravi Slovenska filantropija, Karitas Štepanjsko naselje in pa Združeni zdravstveni dom Ljubljana. Vsak od njih je prispeval en del, torej potreb, zato da je ambulanta lahko pričela delo
dobili smo prostor, torej nekdanje zobne ambulante Gradisa nasproti, torej v Mislevi ulici 3, se pravi nasproti Soče. Prostori so zelo v redu. Urnik je ponedeljek od 7 oziroma 8 do 19, se pravi cel dan, zato da omogočimo delo tudi tistim zdravnikom, ki so v službi dopoldne. No, potem imamo v torek je od 8 do 13, oziroma do 15, v sredo od 8 do 15, četrtek od 13 do 19 in pa v petek od 8 do 12. Delo poteka redno in je vedno prisoten, če že ne zdravnik, potem pa sigurno medicinska sestra. Torej, delo opravlja 29 prostovoljnih zdravnikov in pa seveda, ki svoje delo opravljajo zastonj. Tu so vključeni pravzaprav čisto vse specialnosti, ki so potrebne, razen nimamo okulista, ki bi delal na naši lokaciji, in pa nimamo otorinolaringologa. Zakaj? Zaradi tega, ker so aparature predrage, da bi za tiste 3-4 paciente, ki jih imamo mesečno, recimo, potrebovali, da bi to lahko speljali. Kot enota imamo pravzaprav kot ambulanta, kot enota, imamo 3 pravzaprav podenote, bomo rekli. Eno je zdravstvena služba, drugo je socialna služba, to, kar je gospa omenila, da človek, ki je v taki stiski, nima denarja, nima hrane, nima stanovanja in nima, kar je najhujše, še zdravstvenega zavarovanja povrh vsega, je v eni taki psihični stiski, da recimo on, ko pride k meni recimo v ambulanto, mi najprej recimo 20 minut, pol ure razlaga, ne kaj mu fali, ne zakaj je zdravstveno ogrožen in zakaj je prišel, ampak zakaj ni zavarovan, ker mu je nerodno, ker je razčlovečen. On je popolnoma, torej so ga potisnili v eno nemogočo situacijo, da ne more opravičiti svojega recimo dolgoletnega dela, ker je zdaj naenkrat zaradi propada njegovega SP-ja ali karkoli že, ostal na cesti, nima denarja, nima zavarovanja in je to njegov velik psihični problem. In tu je, najprej rabi vsaj pol ure, da se odpre, da razloži in ko smatra, da je opravil svoje delo s tem, da mi je razložil, da ni tu zato, ker je lenuh, da ni tu zato, ker nekaj izseljuje, ampak zato, ker je v trenutni stiski in vedno zraven, vsaj 20krat ponovi, veste, vse to je kratkotrajno, jutri po jutrišnjem bom jaz verjetno to uredil. Vemo, kako delujejo naše pisarne in vemo, tam še ne obravnavamo čakalnih dob, te postopki trajajo 6 do 7 mesecev. Posebno pereč je ta problem pri otrocih, ki prihajajo v Slovenijo, mali otroci, za vrtec, za recimo osnovno šolo, potrebuje gotova potrdila in ta potrdila potrajajo tudi po 6-7 mesecev, predno oni dobijo vso to možnost, da se potem preko staršev, očeta, matere vključijo v zdravstveno zavarovanje. Kdo so naši uporabniki? Torej, ko smo začeli to delati, smo v glavnem kot prvo, zato je MOL se vključil noter, ker je plačeval dodatno zavarovanje oziroma zavarovanje plačeval svojim klošarjem, da jih tako imenujemo, se pravi svojim brezdomcem, ki bi so imeli dohodka. In so oni bili pravzaprav prva grupa, ki se je vključila k nam. Druga grupa, ki je takoj bila za njimi, so bili seveda Romi. Romov smo imeli veliko na področju Ljubljane in tu so v glavnem se črpala pravzaprav otroški nivo. Romi so imeli veliko otrok, med prejšnjimi je bilo malo, so bili v glavnem stari, medtem ko tu pa potem tudi otroci. Tretja grupa, ki še vedno nastopa,
vendar jih je z vsakim, lahko rečemo, mesecem manj. To so ena velika črna pika slovenske politike, izbrisani, ki še vedno prihajajo, še vedno jih je nekaj, še vedno seveda jasno svojo zdravstveno in ostale probleme v glavnem rešujejo z smrtjo. Vemo pa, da je v zadnjih teh letih, recimo, ali pa v teh 27 letih, kolikor je ta izbris bil, je v področju Slovenije torej preko 200 ljudi iz tega, torej te skupine napravilo samomor. Zaradi, jasno, torej take psihične krize, v katero so padli. Kot nekako dodatna grupa se pojavljajo razni turisti, ki potujejo skozi Slovenijo. Gre v glavnem za turiste, ki so finančno verjetno manj sposobni in si potem ne zagotovijo ali zdravstvenega zavarovanja, ali recimo drugega zavarovanja, ali recimo mnogi pozabijo zdravila, potrebujejo zdravila, posebno tisti kronični bolniki, recimo sladkorni bolniki, bolniki z visokim pritiskom, srčni bolniki prihajajo in zato, da dobijo zdravila, ker v okviru naše ambulante lahko tudi zdravila dobijo. Mi še vedno, kljub vsem dogovorom, še vedno sprejemamo zdravila, ki so torej na videz neoporečna. Ta zdravila farmacevtke prostovoljke prekontrolirajo, da vidijo, da je rok uporabnosti še v redu in na to potem ta zdravila preko pregledov zdravnikov damo v uporabo. Seveda teh zdravil gre ogromno, kajti ljudi je relativno zelo veliko. Poleg tega se v zadnjem času zaradi neurejene situacije v Sloveniji pojavljajo ogromno delavcev, včasih smo jih imeli iz Bosne, Srbije in tako dalje, nekdanjih jugoslovanskih republik, zdaj pa se nam pojavljajo Slovaki, Bolgari, Romuni in to zato, ker jih nek posrednik jih privabi, prevzame neko delo, privabi te ljudi gor, jih ne zavaruje in dokler ne zbolijo, dokler se ne poškodujejo, je vse v redu. V trenutku, ko se poškoduje, ko se zboli, takrat pa joj, pomagajte. In seveda takrat prihajajo potem k nam, da jim pač oskrbimo oziroma jim pomagamo v tisti prvi fazi. Teh ljudi je razmeroma veliko, če vzamete, da mi recimo letno opravimo tam okrog 8 do 10 tisoč pregledov oziroma storitev. Zakaj storitev? Zaradi tega, ker, kot sem rekel, mi imamo 3 enote. Eno je zdravstvena, ker so zdravniki in sestra, drugo je socialna služba, ki je polno zaposlena in od začetka smo imeli samo 4 ure, pozneje pa, ko je se videlo, da je to premalo, imamo zdaj socialno delavko, ki je polno zaposlena. Se pravi, in pa potem imamo še gospodinjo, hišnico ali snažilko, kakor hočete že, ki pripravlja te ambulante za to, da se ljudje menjajo. Ker pri nas recimo ambulanta začne ob 8 zjutraj delati, dela recimo 2 uri in na to ob 10 pride drug zdravnik. In tako se menjamo cel dan. Tako splošne službe, kot tudi recimo vsi ostali specialisti. Psihiater, ginekolog. Torej, okulistov nimamo, ampak recimo imamo pediatre, vsa cepljenja upravimo za te otroke in tako dalje. Tako da imamo polno to zaposlitev, gospodinja ima pa še eno zelo važno nalogo, namreč vodi tudi kopalnico. Mi imamo kopalnico zato, da te ljudi, ki živijo na cesti, ki nimajo možnosti osnovnih higiene, pridejo k nam,
ga predno pride k zdravniku, če je to le možno, da je njegova zdravstveno stanje tako, ga predno pride k zdravniku, ga pošlje v kopalnico, ga lepo mu da, torej vse potrebno, da se umije, obrije in tako dalje, dobi sveže perilo, dobi sveže nogavice in obleko in tudi čevlje in človeku dostojno opremljen, oblečen, pride v ambulanto. Zato, da mu vsaj en moment tiste psihične izključenosti in pa prizadetosti lahko odklopimo. Vsaj tu smo ga uredili. Zakaj smo to začeli delati? Zato, ker smo imeli probleme z zobozdravniki. Ker se rekli, poslušajte, ja, jaz ga bom vzel v svojo ambulanto, ampak kako naj ga vzamem, da bo tam, oprostite, smrdel med drugimi ljudmi. Ne more to biti. Enako je bilo tudi z raznimi specialisti. In posledica tega je bila, da smo potem takoj nabavili to možnost, jih začeli, se pravi, nekako socializirati in smo te ljudi, torej človeka dostojni obliki pošiljali potem naprej. Jasno, zakaj naprej? Zaradi tega, ker veliko stvari je, veliko situacij zdravstvenih, ki jih mi v okviru naše ambulante ne moremo opraviti. Predvsem recimo razne operacije, razni posegi in tako dalje. To pa imamo dogovore z posameznimi, torej ambulantami, z posameznimi specialisti, recimo kirurški sanatorij v Rožni dolini, nam torej pač opravi eno storitev ali pa dve na leto. Recimo laboratorij Adria Lab nam opravi vse laboratorijske storitve. Zastonj. Se pravi, to ni tako malo, če vzamete, da imamo 10.000 storitev, to se pravi, vsaj od tega je vsaj 3.000 specialističnih in pa ostalih. Vsak, ali pa vsaj velikokrat, je potrebno opraviti gotove dodatne preiskave in se to potem to uredi. Problematika, zdravstvena problematika je v osnovi torej psihosocialna. Psihosocialna, jaz mislim, da ni nikogar, ki pride k nam, da ne bi bil psihično prizadet, da ne bi bil psihično frustriran, da ne bi bil, recimo, ima občutek manj vrednosti. In že sam to, da ko mu rečeš dober dan, ga preseneti, dober dan, kam sem pa zdaj prišel. Ali pa to, da ne govorim, da podaš roko, da se ga pozdraviš, da ga vprašaš kako in kaj, kako mu je ime in tako dalje. Teda to je sigurno, zato tudi so naši psihiatri in pa socialna delavka 100% zaposleni in samo pri psihiatriji mi imamo to, da rabimo 3. Vse ostale specialnosti sta 2, eden dovolj, tu rabimo 3 do 4, ker praktično vsak, ki pride, obišče najprej socialno delavko, ona potem ga kanalizira naprej, vzame njegove podatke in vse uredi in na to potem gre naprej v obdelavo, v glavnem za reševanje teh kriz v psihiatrično obdelavo in končno pa tudi vse ostalo. Sicer pa, jasno, neredna prehrana, želodčne težave, kajenje pljuča in težave z cirkulacijo, potem srce, pa potem to so vse tisto, kar je bolj potencirano. Razen tega vse rane, vse odrgnine, to je vse gnojno, zanemarjeno, ker vedno odlašajo in ne pride, ker bo nerodno, zaradi ene praskice, zaradi ene manjše odrgnine ali pa ureznine, takoj priditi v ambulanto. Tako da pridejo v glavnem z zastrupitvami, z vneti, z gnojnimi ranami, ampak v redu to še preko kirurške službe, traumatologije in pa tudi sami kar veliko rešimo doma, tako da ni potrebno se s tem potem ukvarjati. Poleg teh, problem z ministrstvom je bil vedno, ker so oni želeli nam razložiti, da smo mi urgentna ambulanta.
In jaz z njim nisem mogel nikoli razložiti, da mi nismo urgentna ambulanta po tako imenovanem 7. členu, ampak smo ambulanta, ki zdravi kronične bolnike in je to kronična ambulanta, katere usluge bi oni morali plačati. Tudi. Ker pogledajte, v Celovcu je podobna ambulanta, ki smo jo obiskali, in interesantno, oni od zdravstvenega zavarovanja Avstrije dobivajo denar, torej in plačujejo eno gotov obrus, zato ker zmanjšujejo stroške splošne ambulante in pa kirurških, torej in pa bolnišnične stroške. Ko sem jaz z takratnim direktorjem, gospodom Arharjem, se o tem pogovarjal, in rekel, ja, kako se predstavljate, pa nismo mi dobrodelna ustanova. Živijo, takrat je 800 ljudi moralo plačati dodatno zavarovanje, zato da je on imel plačal. Ampak 800 ljudi je plačal. Tako da, vidite, so problemi, imamo veliko težav in v glavnem je pri nas veliko kroničnih bolnikov, se pravi, v glavnem teh imamo registriranih, torej nastavljenih kartotek, okoli 1000, se pravi, to so tisti, ki prihajajo redno, enkrat, dvakrat na mesec, ki prihajajo recimo po zdravila, prihajajo na kontrolo pritiska, laboratorijske preiskave in ostalo. No in potem pa imamo okoli 600 do 700 pa takih ljudi, ki prihajajo samo morda enkrat, dvakrat letno. Potuje skozi Slovenijo in rabi nekaj dobi in gre naprej. In se ne vrača. Moram reči, da mnogi, ker jih pač prijazno sprejmemo, jih pač potem, ko pridejo nazaj, grejo pač, ko grejo domov, potem še enkrat da se obiščejo. Ampak dobro, to je pač tako. Situacija, ki smo jo slišali, se pravi, z vedno večjo revščino in z ogromnim številom revščine, nekako človeka sili, da začne razmišljati o tem, da bi verjetno take pro bono ambulante morali ustanavljati povsod. Vendar bi to potem bila javna zdravstvena služba. Mi smo za javno zdravstveno službo, ki jo je nujno treba urediti. Kajti čakalne vrste, mislim, da je vsem jasno, da so izsiljene in umetne. In samo en mal reda rabimo, pa bi bilo to v trenutku vse urejeno. Res je, da doplačil ne bi smeli lansirati, kajti, ko sem še, recimo, zdaj je 28-29 let, ker ne delam, ker sem upokojen, je že takrat so upokojenci, ki so prihajali, pa sem vzel beli recept, takrat smo imeli par let bele recepte, sem vzel bel recept, pa je ponavadi, mamca, pa torej moški, rekel, nič se ne trudite, se nimam denarja, da bi to plačal. Ne morem vzeti tega zdravila, ker nimam denarja. Že takrat. To se pravi, potem smo dali krizo skozi, zdaj pa gremo za popolnoma zgrešenim idejo, da bi naše zdravstvo amerikanizirali. Amerikanizacija pomeni propad javnega zdravstva. Kajti potem bojo vsi naši reveži ostali po ameriškem sistemu na pločniku in pa torej na teh rešetkah za ventilacijo, ker je tam topleje kot pa zunaj na cesti. Kaj bi morali urediti skozi vsa ta leta, ko gledam to razvoj? Vem, da bi bilo nujno in prvo za izpolnitev naše, se pravi, želje, bi morali nujno urediti javno zdravstvo in takoj urediti, torej država kot taka, torej splošno zdravstveno zavarovanje. Kako? Verjetno zelo enostavno.
če imamo recimo 60 000 tih revežev, ki niso zavarovani, in imamo 200 000 ljudi, ki nima denarja, da bi se zavarovali normalno, ampak so lačni zato, ker so zavarovani, bi morali pač torej ta denar začeti zbirati na zelo enostaven način. Prvo, kar bi morali kaj narediti, prostovoljno zdravstveno zavarovanje bi morali ukiniti. Iz tega materialni stroški zavarovalnic nam že dajo 40 milijonov. Se pravi, ostali denar bi lahko prelevili v torej skupno zdravstveno zavarovanje, zbere se tam okoli 200-250 milijonov, se pravi, imamo tam denar in potem, jasno, takoj torej iti v to, da se prekanalizira in se začne torej plačevati. Ne, da tisti, ki ima 15 pa 20 000 na mesec, plače enako kot tisti, ki ima 120 ali pa 200 milijonov, 200 torej evrov. In to bi bil prvi korak, ki bi ga morala država narediti. Ampak država in naša politika nima časa za to, ker se morajo med sabo zafrkavati. In oni delajo norca eden iz drugega, narod pa trpi, ker ga enostavno zdaj, ko bomo imeli politiko, imamo volitve, koga bomo volili. Saj nobeden v svojem programu, nobena stranka v svojem programu nima torej programa zdravstvenega zavarovanja. Nič. To se pravi, da tudi v bodoče ne bomo to imeli rešeno. Se pravi, kot sem rekel, absolutno imamo izkušnje in vemo, da je javno zdravstvo nekoč delovalo zelo dobro, da je javno zdravstvo, jaz sem ga pač gusal 40 let, in vem, da je javno zdravstvo bilo takrat eno od boljših v Evropi, če ne na svetu. Imeli smo vse, pogledajte, zdaj smo uničili medicino dela, preventivno delo, medicino poklicnega usmerjanja. Mladina, nobeden, ko gre v nek poklic, ni pregledan, da bi se ugotovili, ali je za ta poklic sposoben, pa ne. Se izobražuje in ko se izobrazi, pa ugotovimo, da ni sposoben. Poleg tega imamo še problemov, ki bi jih nujno morali urediti, zato da bi to poskušali sanirati. Glede, kako je narod reagiral na vse to, tako da smo najprej pred 16 leti ustanovili pro bono ambulanto v Ljubljani, potem 6 let pozneje pro bono ambulanto v Mariboru, zdaj imamo pa pro bono ambulanto v Kranju, pro bono ambulanto v Kopru, pro bono ambulanto v Kočevju v ustanavljanju, v Velenju dela, v Celju v ustanavljanju. To ni rešitev. To bi moralo, recimo, ministrstvo bi moralo najti način, da bi rekli, fantje, ne to. To ne more biti. Moramo rešiti problem sistemsko, politično, tako, da bomo karkoli uredili. Končno veljavno. Jaz se oproščam, da sem bil malo daljši, kot sem planiral, oziroma kot so mi dovolili, in upam, da se bo ustavilo to pro bono ambulante, da če boste imeli prihodnje leto, da mi ne bo treba, torej še enkrat jamrati in stokati in šifati, ampak da bom lahko rekel, hvala Bogu, končno je to Slovenijo in slovensko politiko srečala pamet in smo nekaj pametnega uredili, oziroma nekaj uredili. Lepo hvala.